nekaj enih zakonov podpišem, evo, da prej si se sam s prikom podpisala, zdaj pa ste. Ja, hvala lepa in čekaj, da podošla in zdaj da ste videla, kako je se razpiha, tukaj pa ne piha tudi. Kdaj pa je to? Jutri. Slice se reče. Bomo svežega zraka, ja. Srečno! Morate izkoristiti, ja. Matic, bolj skupaj. Laboratal. Se lagremo tudi vam, samo skuštrani. Ne, v redu. Super. A si tega na kolena? Vsi smo zelo ponosni na vse, kar ste povedali in hvala lepa. Nam pa je v čast, vsem nam danes, ki imamo tako toplo srce, da nas ni odpihnila burja, nam je v čast, da lahko na slavnostni nagovor povabimo predsednico Republike Slovenije, dr. Natašo Pirc Musar. Izvolite. Najprej en lep dan vsem skupaj. Mi je žal, da vam nisem pripeljala lepšega vremena, takšne burje nisem vajena, jaz sem pomehkužena Gorenjka, tako da me je kar prepihalo, ampak z največjim veseljem seveda danes tukaj. Ne samo zato, ker verjamem v poslanstvo Zveze prijateljev mladine, ampak zato, ker poznam in Darjo in Bredo. In vem, kaj delata zadnjih, ne vem koliko let že, Darja 15, skratka, najprej na začetku. Iskrena hvala predvsem vama dvema in vsem vajinim sodelavcem, ki res delate plemenito delo. Tako, zdaj pa k uradnemu nagovoru. Spoštovana predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, gospa Darja Groznik, spoštovani gospod župan, spoštovane predstavniki in predstavnice 112 društev in zvez, vključenih v Zvezo prijateljev mladine Slovenije, visoki gostje, gospe in gospodje. 1. marca obeležujemo Svetovni dan civilne zaščite, v Sloveniji pa ustanovni dan Zveze prijateljev mladine Slovenije. Oba stebra družbe si delita vrednote nesebičnosti, dobrote in prostovoljstva. Prav te vrednote so tiste, ki v družbi lahko spodbudijo preporod in spremembe na bolje. Pomenljivo je, da oboje sovpada na tako imenovani prvi dan meteorološke pomladi, ki simbolizira nov začetek. Vi, spoštovane članice in člani Zveze prijateljev mladine Slovenije, ste v naši družbi spodbudili ta preporod in spremembe na bolje. Ob tej priložnosti, prosim, sprejmite moje najbolj prisrčne in iskrene čestitke ob 70-letnici vašega res plemenitega delovanja. Hvaležnost in spoštovanje države in vseh naših ljudi si zaslužite vsi, ki ste 7 desetletij soustvarjali zvezo. Vaša prehojena pot je tlakovana z neizmerljivim številom nasmehov otrok, ki ste jih doslej osrečili, jim pomagali, da so navkljub različnim, tudi tragičnim osebnim okoliščinam imeli nekoga, na katerega so se lahko zanesli in mu zaupali. Položaj otrok v Sloveniji je danes tudi zaradi vas boljši. Se je prijelo skupaj. V srcu vašega poslanstva so od nekdaj bili dobrobit otrok ter spoštovanje in zagotavljanje njihovih pravic. Na tem področju ste nedvomno eni od pionirjev na Slovenskem. Dosegli ste izjemne spremembe, ki so vplivale na odraščanje več generacij otrok. Pozorno seveda spremljam tudi vaše nadaljne načrte na tem področju, med katerimi je samostojni varuh otrokovih pravic, ki naj bi deloval v okviru institucije Varuha človekovih pravic. Najžlahtnejša dediščina ob vaši 70-letnici pa ste pravzaprav vsi vi. Naučili ste nas, da je dobroto treba deliti in jo vračati. Mnogi otroci, ki ste jim v preteklosti pomagali, tega niso pozabili. Ko so odrasli, so se k Zvezi prijateljev mladine vrnili kot prostovoljci in danes pomagajo otrokom, kot so bili tudi sami nekdaj deležni pomoči.
Tako je ta dobrota pravzaprav sklenjena v nek krog sreče, ki se vrti in jaz verjamem v to, spreminja svet na bolje. V imenu ljudi, ki jih imam čast predstavljati, vam izrekam seveda globoko priznanje in hvaležnost za vse, kar ste doslej dobrega storili. Otrokom niste pričarali le nasmeha na obraz in jim organizirali počitnic. Otrokom dajete glas, ki ga odrasli in tisti, ki nam je bila zaupana vloga odločevalcev, preprosto moramo slišati. Tu želim posebej izpostaviti vsakoletni otroški parlament, tudi Darja ga je omenila, ki ima, po mojem mnenju, dve pomembni poslanstvi. Stališča in razmišljanja otrok vključiti v javni diskurs in otroke spodbujati k aktivni vključitvi v proces odločanja in k demokratični participaciji. Zelo pomembno se mi namreč zdi, da otroci odrastejo v odgovorne odrasle, ki bodo dobro poznali svoje državljanske pravice in dolžnosti in bodo aktivno soustvarjali politični in družbeni prostor. Gospe in gospodje, naj sklenem željo, da bi nekega dne naša skupnost postala tako razvita in plemenita, da bi bile pretresljive zgodbe, ki jih danes doživljajo otroci, res zgolj nek nauk zgodovine. To bi bila pravzaprav, upam, da se strinjate z menoj, da bi bila to najlepša izpolnitev poslanstva vseh vas, dobrotnic in dobrotnikov, organizacij, ki delujete na tem področju. Ampak vsi vemo, da nas do tega dne čaka še dolga in naporna pot. Uteha vsem nam, tudi meni osebno je, da bodo dotlej ob nas vedno čudoviti ljudje, angeli, ki bodo pomagali človeku v stiski. To je tista najpomembnejša moč, ki jo ima pravzaprav vsak izmed nas. Nekomu lahko vedno polepšamo dan. Iz srca vabim vse, da se te moči zavedamo in jo seveda večkrat izkoristimo. Verjamem, da na njej stoji ta svet. Hvala lepa. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, hvala za tako iskren in čuten nagovor. Hvala.